Dober večer, Bog daj, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V mesecu, ki ga preživljamo, doseže pomlad svoj višek. Sonce vse močneje greje, vse je v zelenju in cvetju. Zato lahko upravičeno izjavim, da je mesec maj najlepši mesec v letu. Verni ljudje smo ta najlepši mesec posvetili najlepši med ženami, nebeški materi. Tako je zaživela navada šmarnične pobožnosti v čas Mariji, samo ime pa izhaja iz majniških cvetic, iz šmarnic. Posebno čaščenje Marije sega sicer že v 16. stoletje, majniška pobožnost pa se je pričela v Italiji v 18. stoletju. Pri nas so se prve šmarnice obhajale leta 1851 v ljubljanskem semenišču, kmalu pa so se razširile tudi po vseh krajih naše domovine. Tako je pri majniškem bogoslužju vsak dan veliko petja, predvsem Marijinih pesmi. Berejo pa se odlomki različnih šmarničnih odlomkov iz Marijinega življenja, cerkva, ki so njej posvečene in podobno. Včasih se je ta pobožnost odvijala tudi po vaških kapelicah in znamenjih, ki so jih krasili mlaji in venci. Vasi so med seboj kar tekmovale, katera bo postavila večji in lepši mlaj ali majsko drevo. Te stare in lepe navade so žal ostale le še za čas prvega svetega obhajila ali svete Birme. Majske prireditve pa se umikajo modernemu času, obenem pa tudi mlajšim generacijam, ki pogostokrat častijo vse kaj drugega kot majniško Marijo. V začetku maja je godoval zanimiv svetnik, ki ga upodabljajo kot vojaka z golido v roki, ko gasi gorečo hišo in velja za zaščitnika pred časnim in večnim ognjem. Nekdaj je veljalo, da se je ta dan čim manj kurilo. Ob osamosvojitvi države Slovenije so ta dan za svoje praznovanje prevzeli gasilci, kot nekdaj v starih, lepih časih. Kako se že imenuje ta svetnik, ki je obenem tudi gasilski zavetnik? Pošljite odgovore na naš naslov in mogoče bom izžrebal prav vas. Danes je nedelja, s katero se začenjajo prošnji dnevi, ki trajajo vse tja do četrtka, praznika Gospodovega vnebohoda. Ostali zveličar odhaja k očetu, da nam prostor pripravi. Zakaj prošnji dnevi in prošnje procesije? Prav v tem času narava poganja nove korenine, vse okrog nas bohotno raste in muhasto vreme lahko to rast zavre ali celo uniči. Zato cerkev s procesijami prosi za nebeški blagoslov in varstvo od naravnih katastrof. Prav je, da se tudi mi vsi teh procesij udeležimo, saj potem nepridipravi ne bodo mogli zabavljati, da je pri procesijah le nekaj starih ženičk z župnikom na čelu. Če se še spominjate, smo v mesecu januarju obiskali naše kartuzijane v kartuziji Pleterje. Ta mesec pa smo obiskali njim podoben in tudi strog red,
ki pa je za razliko od Pleterja, v katerem so moški redovniki, tokrat samostan za ženske. Ob preseljevanju iz kraja v kraj so karmeličanke končno dobile svoj nov in lep dom v Sori pri Medvodah. O samem življenju karmeličank pa nam bo povedala njihova priorica, mati Emanuela. Smo sestre karmeličanke. Karmelski red se imenuje po gori Karmel v Palestini. Odkar sta tam živela preroka Elija in Elizej, so se ob Elijevem studencu zbirali puščavniki, ki so se posvečali bogomiselnemu življenju. V času križarskih vojn v začetku 13. stoletja je dal sveti Albert, jeruzalemski patriarh, tem puščavnikom pravilo, po katerem naj bi živeli, in od takrat naprej se začenja karmelska zgodovina. Zaradi vdora muslimanov v te kraje so bili konec 13. stoletja karmeličani prisiljeni umakniti se na zahod. V letu 1452 je v Španiji poleg moške ustanovljena tudi ženska veja, ki je ohranila kontemplativni način življenja v klauzuri do danes. Kot obnovitelja prvotnega ideala nastopata v 16. stoletju sveta Terezija Avilska in sveti Janez od Križa, katerega 400-letnico smrti smo slovesno praznovali leta 1991. V Slovenijo so prišle karmeličanke iz Avstrije leta 1889 in sicer v Moste pri Ljubljani. Vse do konca druge svetovne vojne so tam v vsej skromnosti in preprostosti opravljale svoje poslanstvo. Leta 1948, ravno na praznik svete male Terezije, je samostan doživel usodno boleč udarec, kakor toliko drugih v tistem času. Redovnice so morale oditi, samostan pa je bil spremenjen v stanovanjsko hišo. Samostanska cerkev je še 3 leta služila svojemu namenu, potem so jo zaradi razširitve ceste porušili. Sveti Jožef, ki danes krasi vhod našega samostana, je eden redkih preživetih prič tedanjega razdejanja. Sestre so se razkropile po avstrijskih samostanih Dunaj, Graz, Linz. Neprestano so upale, da je izgnanstvo le začasno in zato so zvesto ohranjale stik z domovino. Leta 1967 so se razmere toliko umirile, da so se prve 3 sestre, med katerimi sem tudi jaz, mogla vrniti, toda vprašanje je bilo kam. Končno je gospod Štefan Babič, tedanji župnik v Mengšu, ponudil župnijsko gospodarsko poslopje. Po minimalni adaptaciji so se sestre vselile tako rekoč v hlev. Vaščani so jim velikodušno priskočili na pomoč in kmalu je hiša dobila dostojnejšo obliko. Vendar pa je bilo to le začasna rešitev, ker je bila prošnja za adaptacijo s strani občine Domžale vedno zavrnjena. Sestre so iskale možnosti za gradnjo novega samostana in po vztrajnem iskanju je gospod župnik Lojze Zaplotnik ponudil travnik, na katerem danes stoji naš novi dom. 7. januarja 1980 je bila sklenjena darilna pogodba, na kar se je začelo dolgotrajno prizadevanje za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Samo Bog ve, koliko naporov je bilo potrebnih, predvsem se strani gospoda župnika, pa tudi drugih dobrih ljudi, da je bil ta samostan leta 1986 srečno dograjen in smo se mogli useliti.
Vaščani, posebno sosedje, nas od vsega začetka sprejemajo medse z vso odprtostjo in dobrohotnostjo. Skupaj s farani se zbiramo k sveti maši ob največjih praznikih našega reda. Sveti Jožef, Karmelska mati Božja, sveta Mala Terezija, sveta Terezija Arvilska in sveti Janez od Križa. Pa tudi sicer so neštevilne dobrote in usluge, katerih smo deležne po rokah vaščanov, za kar smo jim iz vsega srca hvaležne. In vsak dan prosimo Boga, naj jim zemeljske darove povrne z nebeškimi. Rujava barva je barva spokornosti. In tudi naš red je red spokornosti. In v tem redu se upravlja tudi pokora. Preživljamo se z delom svojih rok. Pečemo hostije za cerkev in pa krasimo sveče, predvsem pa z darovi, ki nam jih prinesejo ljudje, da molimo za njih po njihovem namenu in za njihove potrebe. Ta mreža nas loči zato, ker to pomeni prvič klauzura. Do tukaj to pomeni, mi smo jetnice s Bogom. Bog je zaprt v tabernaklu in mi smo tudi z njim zaprte. In tudi zato, da nas ne motijo v našem molitvenem življenju ljudje. Zato imamo tukaj ograjo. Gotovo se je težko odločiti za tak način življenja. Pravzaprav življenje v ječi, za rešetkami, v čisti predanosti Bogu. Kaj o tem menijo najmlajše karmeličanke? Jaz sem sestra Marija Karmen Presvetega srca Jezusovega, doma sem iz planine pri Sevnici. Vedno pa me je nekako pritegovalo življenje v samoti in v nenehnem združenju z Bogom. In da to uresničim, sem nekako videla svojo pot, da vstopim v karmeličanski samostan kot nekakšno vodilo in glavno nalogo svojega poklica, pa sem si izbrala tiho žrtvovanje za vse, ki so zašli iz poti vere, posebej pa še za mlade, ki mnogokrat ne najdejo prave utehe v svetu in v njihovih materialnih dobrinah. Jaz sem Dragica, sem doma z Primorskega. Sem pa že od osnovne šole čutila eno poklicanost k redovnemu življenju. Po dolgem iskanju, kje in kakšna bi bila moja naloga, sem odkrila, da je to v življenju povezanosti z Bogom, v molitvi. In zato sem prišla sem. Tukaj je naša naloga predvsem molitev za vse potrebe, za duhovnike. In potem pa s svojim delom, karkoli pač počnemo, je vse to vključeno v to molitev. Sestra Ana Marija, doma sem iz Prekmurja. Kot majhna deklica sem čutila veselje služiti Bogu. In tako sem se odločila in stopila v Karmel, kjer lahko z molitvijo in žrtvijo služim Bogu za svoje brate in sestre v svetu. Jaz sem sestra Elizabeta, sem Primorka. Tukaj sem že nekaj let. Prej sem študirala in sem želela priti bližje k Bogu. Spoznala sem, da me Bog vodi v puščavo, kjer ga lahko sama iščem, kjer je tudi preizkušena moja vera in moja zvestoba. Tako živim to duhovno, kontemplativno življenje v službi Svete Cerkve. Po poklicu sem višja medicinska sestra. Pri delu z bolniki sem večkrat opazovala, da je veliko večja kakor telesna beda, duhovna beda, ki jo danes občutijo ljudje,
mogoče še predvsem mladi, ki so večkrat prepuščeni sami sebi in nimajo pravih vzgojiteljev, starši se mogoče zanje premalo zavzamejo. Premišljevala sem, kako bi tem ljudem pomagala. Preko molitve sem spoznavala, da je edini, ki daje življenje in ki more zdraviti rane naših duš, Bog. Zato sem se odločila nadaljevati svoje življenje v Karmelu in z molitvijo in zavzetim delom pomagati vsem, ki so v kakršnihkoli težavah. Mladim, ki danes prihajajo k nam in si želijo nasveta za nadaljnje življenje, bi rada najprej rekla, da je življenje izredno velika vrednota. Življenje so nam sicer dali starši, glavni darovalec pa je Bog. On ima za vsakega izmed nas svoj načrt in dobro je zastaviti vse sile, da bi ta načrt spoznali in ga skušali po svojih močeh tudi uresničiti. Mislim, da je v tem ves smisel in tudi veselje našega življenja, kajti Bog nas hoče imeti srečne. Tako, pri kraju smo. Hvala Bogu za vse te milosti, ki nam jih daj. V dneh, ki prihajajo, se bodo po naših župnijah vrstila prva sveta obhajila in svete birme. Tudi te bomo poskušali ujeti v našo kamero. In naj ne bodo ti zakramenti spet samo razkazovanje oblek in materialnih dobrin. Naučimo svoje otroke prave vere, ki pa je obenem tudi kultura našega naroda. Prav te dni me je na cesti ustavila neka gospa iz Kamnika in me vprašala, kdaj bo spet kakšna oddaja o kulturi in obnašanju, saj človek ne more doumeti, zakaj toliko vandalizma, toliko vulgarizma in nekulturnega obnašanja. Vem, oziroma ne vem. Za oddajo, ki sem jo imel na to temo v mesecu kulture, v februarju, mi je marsikdo očital, da sem starokopiten. Kaj pa k temu pravite vi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci? Vzemite si čas in na kratko napišite vaše mnenje glede tega in če ste pravi borec za kulturno vedenje, se podpišite, ukolikor pa želite ostati anonimni, pa ne. Bomo videli, kaj se bo dalo na ta način narediti skupnimi močmi. Pričakujem torej vaš odgovor na vprašanje, kateri svetnik je zavetnik gasilcev in pa seveda vaša razmišljanja o vedenju. Prisrčen pozdrav do praznika Binkošti in z Bogom!